Začenjam novinarsko konferenco Mladinske iniciative za tretjo razvojno os. To bi danes izpeljali v dveh točkah dnevnega reda. Najprej morda še kakšna informacija iz sredinega sestanka z ministrom za infrastrukturo v Ljubljani in pa po točko 2 še zadnje podrobnosti pred ponedeljkovo Koroško vstajo. To obvestilo za javnost o sredinem sestanku ste tudi dobili, pa vendarle bi morda povzel, torej, da je minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič v to sredo v Ljubljani sklical sestanek, kjer je uvodoma pojasnil, da poskuša nekoliko pomiriti strasti, ki so se pojavile z napovedano Koroško vstajo, Hočemo cesto. Ta vstaja je bila napovedana zaradi tega, ker je prišlo do popolne ignorance strani Ljubljane, ko je minister torej tudi uradno sporočil, to je bilo nekje v začetku maja, da ne bo prišlo do kakršnega koli dogovora za izgradnjo severnega kraka tretje razvojne osi, da pač to ni pravnih podlag in tudi drugih vzrokov in da to sploh ni smiselno. Pri tem seveda smo pričakovali, da se bo svet regije bolj aktivno odzval na to, kajti oni so bili tisti, ki so podali predlog tega sporazuma, sicer na našo iniciativo, pa vendar so ga potem sprejeli na njihovem svetu in tudi na svetu Savinjsko-Šaleške regije in so ga potem poslali v Ljubljano in pričakovali bi seveda, da bodo za tem stali in vztrajali pri podpisu. Ker se potem to ni zgodilo, smo potem napovedali ta štrajk, o katerem bomo pač več povedali pod točko 2 in kot posledica napovedi tega štrajka, verjetno tudi ne samo zaradi tega, ampak nekaj pa je sigurno to vplivalo, da je minister sklical sestanek, ki se praviloma z nami redko sestane, morda enkrat na leto, zdaj pa je bil prisoten in uvodoma seveda izrazil stališče, da podpis sporazuma ni potreben, kajti odločeno je, da do Slovenj Gradca bo zgrajena 4-pasovna hitra cesta in da vse aktivnosti potekajo v skladu z planom. Potem pa smo predstavniki regije seveda zastavili vprašanje, kako pa je z hitro cesto oziroma z tretjo razvojno osjo na relaciji Slovenj Gradec-Holmec, kajti želimo, da se ta severni krak celovito reši zdaj v tem trenutku. In nismo videli razlogov, zakaj se takšen sporazum ne bi podpisal, ko pa po trditvah ministra vse poteka tako, kot je potrebno. Po krajših pregovarjanjih je potem minister pristal na podpis tega dogovora, katerega osnutek bo pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Mi smo naš predlog, torej preko sveta regije, seveda njim že poslali in bomo videli, kakšna vsebina tega dogovora bo pripravljena. Sklep je bil sprejet, da bi se ta dogovor podpisal v juniju, seveda pa nimamo še torej, kot rečeno, vsebine, ali bo sploh prišlo do tega podpisa, marsikaj se je že dogovarjalo in verjeli bomo, ko bo šele dogovor podpisan. Še bolj pomembno pa je, kaj bo tam noter zapisano in kako se bo izvajala kontrola na tem in ali se bodo te aktivnosti potem res izvajale. Bistveno se nam zdi, da se v tem sporazumu opredeli torej tudi relacija Slovenj Gradec-Holmec in da se nekje realno časovno začrta, kdaj bi lahko bila realizirana tudi ta trasa, kajti vemo, da tukaj je več odprtih vprašanj od tega, kakšna naj bo cesta, kakšna oblika ceste, ali bo šlo za rekonstrukcijo obstoječih cest ali za nadgradnjo ali morda izgradnjo nove dvopasovnice ali morda 4-pasovnice, vse variante so še odprte. Vemo, da dolina je zelo ozka v tem delu, da tukaj so večje geografske ovire, po drugi strani pa je zelo pomembno seveda za Dravograd in pa Mežiško dolino, da se to reši, kajti tukaj se nahaja gospodarsko središče, ki resnično potrebuje dober dostop do hitre ceste. In zato je minister tudi zatrdil, da bo v tem protokolu tudi zapisano, da se bo pričelo umeščanje tudi na tem odseku. Mi pa smo potem zahtevali, da se zapiše tudi datum, kdaj bo ta odsek dokončan. Zdaj bomo pa videli, kaj bo predlagal. Potem, ko smo se dogovorili okoli tega, da bomo torej šli v podpis sporazuma,
pa so strokovne službe Darsa in pa Ministrstvo za infrastrukturo predstavile še to časovnico. Če se spomnite, so takrat, ko sem vam nazadnje ta semafor predstavljal, bile na prvih 2 točkah tukaj na rumenem ta 2 magnetka. Zdaj v tem času pa je torej, so se te 2 zadevi že realizirali. Torej ta pogodba z državnim inženirjem je bila podpisana. Tukaj so nam povedali, da okoli 60 ljudi sedaj dela na vseh teh zadevah. Sedaj verjamem, da je to ogromno stvari za postoriti, kajti gre za največji gradbeni odsek v Sloveniji po 10 letih. In pa, da je bila določena etapnost gradnje, to govorimo zdaj o odseku, seveda Šentrupert, Slovenj Gradec. Odločeno je bilo, da se bo gradilo enovito in da bo se iz prve torej gradila 4-pasovnica, kar smo se verjetno, kot se spomnite, dolgo pogajali, ali bo 2- ali 4-pasovnica oziroma ali bo ta gradnja fazna. To je vsekakor dobra informacija. In pa na točki 4 izdelava finančne konstrukcije, ta zadeva je v teku, sredstva za odkupe zemljišč in pa za izdelavo projektne dokumentacije so zagotovljena v finančnem načrtu Darsa in pa v državnem proračunu, medtem ko finančna konstrukcija za samo gradnjo poteka in mora biti seveda znana do pričetka gradnje, ki je predvidena za leto 2019. Potem pa se je tukaj na rumeno predstavila še 4. točka, to pa je ta izdelava projektnih nalog za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI. In to je tudi nekako v skladu z našo časovnico. Moram priznati, da nam je uspelo tole kar približno realno začrtati. Dars ima sicer svojo časovnico, ki nam jo je tudi pokazal, ki pa je slična naši, njihova je morda še nekoliko bolj podrobna. Tako da, ko se bomo naslednjič srečali, bomo seveda spet videli, kje so te aktivnosti. Tako da toliko, bi rekel, o informacijah iz sestanka v sredo, pa bi morda zdaj kar na to temo podali vprašanja, pa potem šli še na drugo točko. Izvolite. Torej, on je prav rekel, da bi pomiril strasti. Minister, ali kaj? Ja, minister je uvodoma, jaz sem imel to majico, in je uvodoma prišel, slišim, da imate vstajo in da je vesel, da smo se sestali, da vidi, da so se nekatere strasti malo vnele in da je dobro, da se pomenimo. Kdaj računate, da boste vsebino tega predloga, tega podpisa, mislim, tega dogovora, ki ga boste podpisali, dobili na vpogled in pa bo ta podpis na Koroškem, ste se že kaj dogovarjali, boste podpisali v Ljubljani? Kje bo ta podpis, ne vem, ker najbrž bodo se to bolj pogovarjali tisti, ki bodo to podpisali, to je predstavniki sveta regije Darsa in pa Ministrstva za infrastrukturo. Želja je bila, da bi bilo to tudi na Koroškem. Zdaj, kaj konkretno pa bo v tem, je pa seveda zdaj odvisno od njih, ko bodo poslali ta osnutek v sporočilu za javnost, ki ga je ministrstvo poslalo po samem dogodku, je zapisano v drugi polovici junija. Nam kot iniciativa se zdi zelo pomembno, da bomo prisotni pri tem, ko bo osnutek poslan, da ga lahko naši sodelavci tudi pogledajo, ali je to za nas sprejemljivo in morda predlagamo tudi dopolnitve, torej da ne bomo z tem dogovorom dobili mačka v žaklju. Jaz vam čisto eno tehnično vprašanje. Tam je v tem sporočilu za javnost napisal, da je bil sestanek zadnji sedež Darsa v Ljubljani, a ni sedež Darsa v Celju? Ja, jaz sem tudi skozi mislil, da je sedež Darsa v Celju, ampak dejansko vsa uprava Darsa je v Ljubljani. Imajo tam sedež, torej bi rekel ta ožja uprava. In tam smo se zdaj 2-krat sestali. A ja, da so premaknili to? V Celju pa so še vedno, ampak tam je bolj operativni del, ta, ki pa odloča. Tek je, to no fajn, da se ve. Jaz pa tam nisem tisti del sporočila razumela, ko so govorili o odborih, ki bojo operativno nekako skrbeli oziroma bdeli zdaj nad tem projektom. A so tam kakšne spremembe ali kaj drugače, nek ožji pa širši, če lahko to mogoče še tako razložiš, da bomo razumeli? Ja, tu je prišlo tudi do enega sklepa,
Torej, pri svetu Koroške regije deluje odbor za izgradnjo hitre ceste, tam v katerem imamo predstavnika mladinske iniciative, pa tudi gospodarstvo, politika in tako naprej. Ta odbor je seveda avtonomno deluje, kot pač se odloča na podlagi sklepa regije in seveda ta odbor bo deloval še naprej in minister je rekel, da se bodo ti sestanki na takšni ravni, kot je bil ta v sredo, odvijali na zahtevo tega odbora. Medtem ko ta delovna skupina, kot so jo poimenovali, ta skupina pa je sestavljena iz predstavnikov Darsa, ministrstva in pa tega odbora. V večini primerov se ga iz strani odbora teh sestankov udeležujema predsednik odbora, dr. Matic Tasič in pa jaz. Tam pa se potem večinoma pogovarjamo o teh tehničnih detajlih, to časovnico predelamo, predstavijo nam študijo, ne poteka pogovor tako na bolj politični ravni, ampak bolj ta strokovna raven. In zdaj je bilo dogovorjeno, da bi se v ta odbor za spremljanje vključil tudi en predstavnik Savinjsko-Šaleške regije, zato da bi dejansko na enem mestu imeli celovito sliko. Tako. Tako. Minister je to poimenoval delovna skupina za spremljanje izgradnje tega severnega kraka, 3. razvojne osi. Ni pa še znano, kdo bo ta človek, niso še... Najbrž bo to nekdo iz mestne občine Velenje, jaz predpostavljam, da bo to najbrž njihov podžupan, gospod Peter Dermol. Prav, toliko o sredinem sestanku, ki je bil seveda potem, ko je bila že ta naša koroška ostaja napovedana, sklican. Zdaj pa bi šli še na drugo točko, torej še zadnje podrobnosti pred to ponedeljkovo koroško ostajo, Hočemo cesto, kot smo ta dogodek poimenovali, se bo zgodil to v ponedeljek 5. junija ob 14. v centru Raven, tam na ploščadi pri blagovnici Tuš, in sicer gre za štrajk v podporo izgradnji hitre ceste na Koroško in ima 3 osrednje namene ta dogodek. Prvi je, da se moramo Korošci prebuditi iz apatije in dejansko zahtevati to, kar nam pripada, to, kar je iniciativa že večkrat poudarila, da moramo dobiti nazaj neko upanje in dejansko raznim političnim in drugim delitvam nekako reči ne in temu spodkopavanju enotnega delovanja regije, kajti prepogosto smo ujetniki nekih različnih političnih interesov iz Ljubljane, ki nas razbijajo in zaradi tega potem mi kot regija ne dobimo nič in ne moramo biti s tem zadovoljni. Zato je tukaj pomembno, da se združijo vse sile na Koroškem, ne glede na politične in kakršnekoli druge barve, z neko skupno željo, da dobimo sodobno prometnico v našo regijo. Potem drugič je ta shod priložnost tudi za koroško ljudstvo, da tej na trenutke preračunljivi koroški politiki izrazi torej 100% njihovo pričakovanje, da se bojo ta koroška politika 100% angažirala v prizadevanjih za hitro cesto, ker je pač potrebno dejansko strniti vse vrste, da se bo to zgodilo. Tukaj je morda tudi odgovor na to, da kako se je pač odzival tukaj svet regije v tem zadnjem obdobju, da bi seveda moral biti bolj aktiven in da se v takšnih situacijah obnaša morda preveč okorno. In dejansko je zdaj situacija takšna, da če se zdaj ne bomo aktivno v to vključevali, najbrž ne bomo dosegli, da bo cesta prišla tudi do Holmca. In zato bi želeli jih spodbuditi in da ljudstvo pokaže, da ljudstvo pričakuje tukaj res angažma vseh politikov, ki so na Koroškem. In pa tretjič, da kljub temu, da je minister Gašperšič obljubil podpis nekega dogovora, vemo, da do tega še ni prišlo, prav tako je vprašljiva vsebina tega dogovora in če bo prišlo do podpisa dogovora, ga bo seveda potrebno tudi nadzorovati. Zato Korošci s tem shodom sporočamo Ljubljani, da sledimo vsem njihovim aktivnostim za izgradnjo severnega kraka 3. razvojne osi,
in da sporočamo, da lahko vsak odmik od izgradnje hitre ceste na Koroško še vedno prinese zaostrovanje odnosov z Ljubljano v obliki državljanske nepokorščine. In pod tem osrednjim namenom bodo tudi nastopili govorniki, potrjenih jih imamo 6, in sicer v imenu regije Koroške bo to predsedujoči dr. Tomaž Rožen, potem v imenu mestne občine Velenje podžupan gospod Peter Dermol, potem predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije gospod Branko Meh in pa v imenu gospodarske zbornice, območne zbornice Koroška magister Aleksandra Gradišnik, v imenu Mladinske iniciative za tretjo razvojno os pa bomo spregovorila Andrej Grobelnik in pa moja malenkost Aljaž Vrhovnik. Veseli smo, da so se res množično odzvali našemu povabilu koroški glasbeniki, da nikjer nismo naleteli na težave, da so takoj potrdili svojo prisotnost in seveda vsi so se tudi odpovedali kakršnimkoli honorarjem. In zato s ponosom in z velikim veseljem bi jih naštel, kdo bodo te. To so Milan Kamnik, Adi Smolar, Ditka Čepin, Vera Trafela, Samo Kozar, Nuši in Dunja, Koroški oktet, potem tudi pevski zbor Koroški miks in pa tudi svoj prispevek bodo podali tudi dijaki obeh srednjih ravenskih šol. Program pa bo povezovala Barbara Polutnik-Brusnik. Tako da to bi bile te okviri, ki se bodo zgodili v ponedeljek, seveda sama konkretna vsebina dogodka pa bo podrobneje predstavljena na samem dogodku. Predvideno se pravi ob 2, kako dolgo imate? Jaz ocenjujem, da bi ta program speljali nekje do ure pa pol. To bo miren protest. Jaz strani organizatorja v bistvu nimamo želje potem, da bi se kakšnikoli izgredi izvajali. Bomo pa, seveda pa pozivamo vse Korošice in Korošce, da se temu pridružijo, kajti tukaj je čas, da tudi ljudstvo svoje pove, ker mi kot iniciativa smo bolj predstavnik te veje oblasti, če tako rečem, tretje veje, in da ljudje pridejo tja, da izrazijo, da se tudi sliši, bi rekel, najprej na Koroškem, potem pa seveda tudi naprej do Ljubljane. Mi kot organizator pa seveda nimamo interesa potem, da bi prihajalo do kakršnihkoli izgredov in ocenjujemo, da do tega tudi ne bo prišlo. Samo Mladinska iniciativa je organizator. Tako, ta shod organizira Mladinska iniciativa za tretjo razvojno os. A ste koga iz ministrstva tudi povabili na? Ministrstvo je, ko je prišlo do uradne najave dogodka, dobilo naše vabilo. In tudi ministra sem zadnjič povedal, da je povabljen na ta shod in da morda lahko tudi na shodu podpišemo ta dogovor. Seveda to morda bilo tudi nekoliko v šali, tako da seveda so dobrodošli, če želijo priti, če imajo dobre informacije za Koroško, je tudi to za njih lahko iz političnega vidika zelo koristno. Ja, pa je kdaj rekel, recimo vi ali pa kdo drug vladi, da pravzaprav čisto vse, brez izjeme iniciative, so vedno proti, so proti cesti, so proti tiru, so proti tovarnam. Tu pa imamo eno, ko je za. Tu pa edina iniciativa, ja, ki hoče nekaj za, mislim, to bi pravzaprav tudi mogli ceniti na nek način, kakorkoli se smešno sliši, mislim. Ja, to je zanimivo, to mi tudi večkrat poudarjamo, da smo edina iniciativa, ki smo za, tako ste že vi ugotavljali. Tudi, jaz bom tako rekel, mi se sicer spontano odločamo, glede na karkoli se dogaja, kako se bomo odzvali, ampak nikoli nismo delovali na tak način, da bi komorkoli nagajali. Mi bi morda to cesto lahko že zdavnaj zaprli, tehnično izvedba take zadeve ni problematična, na to smo pripravljeni. Ampak vedno smo tudi mi, čeprav smo iniciativa, smo zelo potrpežljivi pri tem, ampak vedno pa delamo korak naprej, da zadeve stopnjujemo in si puščamo še prostor za stopnjevanje tega pritiska. Ker dejansko pri tem pa res dihamo za ovratnik tistim, ki so pristojni in jih skozi sprašujemo, kaj ste storili novega, želimo se z vami sestati, tako da
nekaj rezerve pa si še vendarle puščamo, ker vemo, da pot do tega, da bo prišlo do prve lopate, pa najbrž bodo prišli tudi razni zapleti in tako naprej, in da se bo potem, da se bomo enkrat peljali po tej cesti, je kljub vsem optimističnim napovedim še dolga. Ali udeležbo na shodu nekako obljubljajo tudi iz velenjskega konca? Njihov podžupan bo tukaj, pa podporniki recimo? Povabilo smo poslali tudi občinam na območju Savinjsko-Šaleške regije, kakšnega večjega odziva, razen te uradne politike, tam ni bilo. Je pa zelo dober odziv po občinah na Koroškem, kjer so se po različnih krajih organizirali posamezniki in določene skupine društva, ki res, z srcem delajo na tem, da se bodo tega udeležili čim večje množice ljudi. Tako da sem res vesel tega njihovega prispevka, pa ne toliko zaradi tega, da bodo na ta shod pripeljali ljudi, ampak videl sem, kako se lahko Korošci v ključnem trenutku povežemo med sabo in da zmoremo dejansko tudi preseči kakršnekoli delitve, ki nas nenehno razbijajo pri tako pomembnih projektih, kot je tretja razvojna os. So kakšna pričakovanja ali pa ocene glede števila? Zdaj, oceno glede tega, koliko ljudi bo prišlo, pa si ne upam dati, ker si ne znam predstavljati. Tudi zame osebno je prvič v življenju organizacija kakršnekoli protesta, takega dogodka. Sam pa sicer v tem zadnjem obdobju, odkar bolj aktivno spremljam te družbeno-politično dogajanje, ne pomnim, da bi prišlo do kakšnega takšnega regijskega protesta v regiji, da je to bolj nova stvar, v tem zadnjem obdobju. Štrajk, Učitelj, pred Tušem. točno, ja, To je v Masonu. Teko je bila stavka. Stavka učitelja je v Masonu. Tam 3 leta nazaj. Ja, mislim bolj v tem smislu, da smo Korošci od Ljubljane zahtevali konkretno za našo regijo nekaj, ne te protesti, sindikatov, ko se gre za delavce. Tako, te smo imeli, žal, tudi pri nas. Tak ljudski protest pa res ni bil kak. No, pa tu ste bil takrat Železarski štrajk, se 2012, jaz tole spomnim. pred občino, ko je v Mariboru ljudska vstaja po A ja, Ljubljani. tiste vstaje, sem tiste je bilo, kaj je že bilo? 2012 je Ja. bilo tu. Je to ovira, ker je to ponedeljek, študentarije ne bo doma? Jaz mislim, da ne, ker če bi bila sobota, bi bili pa drugi izgovori. Tako da, kdor ima namen, bo prišel, verjamem, da nekateri bodo čisto objektivno tudi v mislih z nami. Tako da, katerikoli dan bi zbrali, bi morda komu ne ugajal in smo se pač mogli odločiti. Smo pa seveda, simbolično to sklicali ob 14. uri, ko je tudi konec šihta v fabriki. A to je bilo proti elitam, ali Marko? Ja, To je bilo tisti, ja. V redu. Okay. No, udeležba 3 je zagotovljena, tisto lahko rečem. Hvala lepa. Hvala za udeležbo tudi na današnji novinarski konferenci in pa hočemo cesto.